Hej, sem Zala in to so knjige, ki sem jih prebrala januarja in februarja. Sem nameravala januarski video posneti že pred enim mesecem. Ja, ampak kdo je še vedno kraljica zavlačevanja in odlašanja? Jaz, Zala. Januar se je začel dobro. Leto 2023 se je zdelo za trenutek obetavno, ker sem odkrila novo najljubšo serijo in pisateljico. A Good Girl's Guide to Murder je detektivka, ki govori o 17-letni Pipi. Ona se za zaključno nalogo v šoli odloči raziskovati umor, ki se je zgodil v njenem mestu pred 5 leti in potem se stvari malo zakomplicirajo. In je cool in ful hitro se bere knjiga. Pa zdaj je knjiga tudi prevedena v slovenščino. Potem bom povedala še malo več o nadaljevanjih, ker sem jih prebrala v februarju. Potem sem kar nadaljevala z mladinsko literaturo. Naslednja knjiga, ki sem jo prebrala, je Solitaire od Alice Oseman. Jaz sem sicer ful fanica Alice Oseman, pa tudi zelo rada imam serijo Heartstopper. In v tej knjigi je glavna Tori Spring, torej Charlieva sestra, ki je meni v Heartstopperjih bila res ful fajn. V tej knjigi pa je grozna. Ful je zatežena, pa na tak beden način, tak ni ravno cool oseba. Ja, spravlja me v slabo voljo. In pol sem bila tako, grem zdaj brati nekaj malo bolj luškanega. Parkrat sem že v knjigarni videla knjigo Vegetarijanka in dosti ljudi mi jo je priporočalo. In iz nekega razloga sem jaz mislila, da je to ena zelo luškana knjigica o ženski, ki se odloči biti vegetarijanka. Ja, to ni res. Ta knjiga je čudna. Ta knjiga je zelo, zelo, zelo čudna. Sploh ne vem, kaj bi povedala o njej, brez da bi jo komu uničila. Ampak vsekakor je ne brati, če hočete nekaj zelo luškanega. Pa tudi vsekakor je ne brati, če težko berete o motnjah hranjenja in duševnih boleznih. Četrta knjiga, ki sem jo prebrala januarja, je Tisoč veličastnih sonc. Wow. Ta knjiga govori o dveh ženskah v Afganistanu, o Marjam in o Laili. O tem, kako se prepletata njuni življenji in kaj morata kot ženski se prenašati. Vsekakor vsebuje par zelo bednih trenutkov, tudi nasploh, ko se zaveš, kako tam ženske živijo. Ampak me je način pisanja oziroma način poteka zgodbe ful spominjal na Genialno prijateljico, kar je meni zelo, zelo cool. No, zdaj se ful veselim, da preberem še kako Hoseinjevo knjigo. Jaz se že nekaj let spravljam brati knjigo Sapiens Harari. In iz nekega razloga mi nikoli ne steče, ko se je lotim. Ful me zanima, ampak postanem tako zaspana v branju in ne morem naprej. In potem mi je prijateljica posodila to stvar. To je en del knjige v obliki stripa. In sem jo dejansko prebrala in ugotovila, da je mogoče boljše, da vse na tako vrsto knjige berem napisano, torej da ni v slikicah, ker se mi zdi, da sem nekako navajena brati te risoromane in to in se mi zdi, da ne vpijam na isti način informacij. Tako da mi je bilo luškano prebrati to, ampak sem si kaj zapomnila? Ne. Absolutno ne. Nič. No, potem se mi je zdelo, da je čas za eno romanco in sem brala knjigo Second First Impressions. Vse je bila lušna, ampak taka povprečna romantična knjiga. Govori o eni punci, ki dela v takem naselju za ostarele in spozna fanta. In želve so tudi tam. Sijaj. To knjigo sem si puščala ful dolgo, ker sem bila ziher, da mi bo postala ena najljubših. Ampak nisem imela prav. V takem stilu knjig sicer res uživam. Dosti podobnih knjig je na seznamu mojih najljubših. Ampak tam mi preprosto ni bila všeč. Toliko nekega preklinjanja, toliko čustev, ki jih nisem mogla kot bralka čutiti. Dolgočasna knjiga mi je bila, pa jezik mi je bil beden. Govori o Guidu in Konstantinu in njunem odnosu skozi leta. In to je to, mislim, se jaz sicer res uživam v takih knjigah, samo ta mi preprosto ni bila všeč. Kuhinja Banane Yoshimoto je taka res mini kratka knjigica. Govori o Mikage, ki je umrla babica in je tudi sicer bila predtem sirota. In jo k sebi povabita živeti Yuichi in Mikage. Tam se zaradi njune kuhinje in kavča začne počutiti kot doma. Potem sem prebrala Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, ki je zdaj povsod. Ta knjiga je tako, da bi jo napisal John Green, ampak za odrasle. In John Green je tudi na naslovnici.
Govori o dveh prijateljih, ki se spoznata v bolnici in tam skupaj igrata igrice in potem, ko sta starejša, začneta skupaj delati igrice. Cool knjiga, sploh za tiste, ki radi igrate igrice. Jaz sem imela ves čas željo, da bi šla igrat Nintendo. Sicer ni zdaj moja najljubša, ki sem jo prebrala to leto, ampak sem ful uživala med branjem in je dejansko tako dobra, kot pravijo ljudje na internetu. Okej, zdaj pa je čas. Te 3 knjige, torej drugi del, tretji del in preddel serije A Good Girl's Guide to Murder sem pojedla. Požrla sem jih. Jaz počasi berem, sicer bi rekla, dosti berem, ampak počasi. In če preberem kdaj več kot 100 strani na dan, sem že ful ponosna na sebe. Ti 2 knjigi imata skupaj 990 strani. In jaz sem torej 990 strani prebrala v 3 dneh. Če vas to ne prepriča, da bi začeli brati to serijo, potem ne vem, kaj vas bo prepričalo. To je izjemno. Nočem zares govoriti, kaj se dogaja v teh 2 knjigah, ker se mi zdi, da je lahko potem avtomatsko spoiler za prvo knjigo. Ampak ja, če boste prvo prebrali, boste itak hoteli še vse. In jaz bi prebrala vse, kar je ta ženska napisala, to je Holly Jackson, mimogrede. Ja, obožujem. Našla sem svoje nove najljubše knjige oziroma ene izmed najljubših, ker jaz se ne morem odločiti med ničemer nikoli. No, potem sem spet prebrala Piranezija za svoj book club. Spet je bilo ful fajn. Naslednjič se bomo pogovarjali o knjigi The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Ampak zgleda, da je toliko popularna knjiga, da se je že vse zapolnilo. Ampak v vsakem primeru bom dala link in vse za book club v opis tega videa. In morda se kdaj vidimo. Piranezija je kot vedno izjemna knjiga. Zdaj sem jo prebrala drugič in so bili vtisi malo drugačni, zaradi tega, ker je vseeno taka knjiga, da ko jo prvič bereš, je največji efekt. Ampak vseeno sem ful uživala in je še vedno ena mojih najljubših na svetu. Ok, naslednja knjiga se mi zdi rahlo kontroverzna. Knjiga Služkinje. Jaz iz nekega razloga nisem nikoli brala te knjige in niti gledala filma. To leto sem bila tak, zdaj bi mogoče lahko prebrala to knjigo. In nekaj na četrtini sem si želela iti malo pogledati o avtorici. In jaz sem vedno mislila, da je to napisala temnopolta oseba, ampak ja, zdaj mi ima ful več smisla, ko vidim, da je to knjigo napisala belka, ker me ton v knjigi malo begal. Ja, nočem se zdaj preveč spuščati v to debato, ampak sem se nekako odločila, da bi take knjige o rasi, raje brala, če jih napišejo ne belci, ki govorijo o svojih izkušnjah, ker od njih bi se rada naučila. Zadnja knjiga, o kateri bom govorila, zadnja knjiga, ki sem jo prebrala v februarju, je The Heartstopper Yearbook, ker očitno predolgo že nisem užila nobene Heartstopper vsebine. Ja, ful fajn dodatek za vse, ki imamo radi Heartstopperje. Govori o tem, kako so nastali karakterji, kako je Alice Oseman začela to pisati, pa par dodatnih luškanih ilustracije. No, to je vse, kar sem prebrala v prvih 2 mesecih to leto. Mislim, da je bilo še kar uspešno. Sploh moje odkritje Holly Jackson, pa tudi na koncu Hoseinija. No, to je vse za zdaj. Lahko mi še vi v komentarju napišete, če ste odkrili kakšne nove avtorje, ali pa katere knjige ste že vse prebrali to leto. Adijo!